Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Naj samo povem, da je Jeger zadihan, kjer je ravno kar prlaufo. Jaz vecej, kaj se pa ti. Medtem, ko nam je danes skoraj uspelo Emo prepričati, da bi šla v lekarno kupiti binglovo olje. Ni nam ratalo. Ja, skoraj. Blizu smo bili, ampak sva, morate iti vi vse googlati, mladi. Vse je treba iti gledati, kaj je to, kaj me da povedi. Škoda. Ja, res škoda. Tako da čakamo na naslednjo žrtev. Ja, ne boš potem povedala. Ne bom sodelovala. Moraš sodelovati, tako je. Tako da ja, sicer ni to edina stvar, o kateri smo danes jutraj govorili, šli smo se igro inicialk, za Emo je tudi to bilo prvič, recimo. Res je. Se ti dopade? Ja, všeč mi je. Okay, te pa še malo boljše mi je šlo. Bojo bom še večkrat masiral, torej ne. Ne drugim seveda, če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete podcastu totega jutra, drugač pa spet jutri zjutraj o 5:30. Jaz vem, da sta se vidva kdaj vprašala in zato bom jaz povedal, koliko je stara najstarejša kura na svetu. To je eno tako vprašanje zjutraj prečesto, ki si ga zastaviš. Najstarejša kura na svetu. Ja, najstarejša kura na svetu. Ta mesec praznuje rojstni izvalilni dan. Vse najboljše. Kaj bomo rekli? Ja, ne vem. Nimam pojma. Je pa reči nekaj, kaj zdaj? 71. Ja, pa daj nehaj. Ne, jaz bi rekel 5-6 let. 5-6 let. A ja. 71. Ja, če najstarejša. Samo zato, ker so kure neposredni potomci dinozavrov oziroma T-rexa, ker ko rečeš dinozaver, misliš na nekaj starega, ampak samo zato, ker so dolgo nazaj živeli, ne zato, ker so tako dolgo živeli. Ne? Ja. Okay. In sicer neka zlata čopka, kak je, po imenu Gerti, živi v Ameriki in bo zdaj julija stara 16 let. 16. Leta 2010 jo je prinesel kot malega pipeka, lastnik domov, na svojo farmo in kljub temu, da je bila malo manjša, je kmalu postala glavna. Je znan ta koncept, malo manjša, ampak je postala glavna in se dobro drži, sicer zdaj že malo slabše vidi, tako da je tudi mimo klune, kot se reče. In pa je se odziva, ko jo pokličeš po imenu in uživa v družbi ljudi. Seveda, ker je kritična leta preživela. Ne? Ker zdaj je verjetno, da čeprav, ne, veš. Ja. Stara kura, dobra župa. Ja, no, ja. Ale ne, nadgradnja tega je, ne. Iz stare kure je dobra župa, če je not mladi korenček. Dajmo se lotiti spet malo aktualne teme, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Neverjetno, skoraj se mi zdi, da smo prišli do točke, ko bomo rekli, jutri pa je prvi prosti dan. Jutri bo dan brez fuzbala. Kaj? Ki ga dekleta in žene čakajo. To ne nujno, ne pogledajmo to. Povej, evo. Kaj vam te delala? Ja, evo, res. Bravo. Mogoče vse ostalo, kar nisi. Poznamki, pa bo danes ne vem, kaj vse naredile. Zakurle ogenj, plesale, obredne plese, samo zato, da bi ta en dan trajal čim dlje. Ja, glej, ne, tako da tudi to, za kar si imel pogojno izgovor, Jeger, jutri ga ne bo. Ja. Jutri bo treba žarnico menjati, veš. Metafora, ampak vse razumete, ne? Ok, dve zanimivi tekmi sta bili včeraj, Portugalska, Španija, veliki derbi Iberskega polotoka. In na koncu so bili boljši Španci, z 1-0 za malo sicer, ja. Ampak na tak način se je tudi zaključila karijera, zdaj pustimo ob strani vse te debate, kdo je boljši, kdo je najboljši, kako se oni obnaša, kako ne. Včeraj je kariero na svetovnih prvenstvih zaključil eden največjih. Res je. Pika. Ja. Cristiano Ronaldo igral je na 6 svetovnih prvenstvih in na prav vsakem je dosegel vsaj en gol. Ja, res, vrhunsko. Eden največjih delavcev v športu. Je imel nekaj malega talenta, imel pa je izjemno voljo in neverjetno delovno etiko. In zato seveda Cristiano
obrigado za vse, kar si dal. Zdaj pa dalje, ne? Španija je že šla naprej in se bo v četrtini finala pomerila z Belgijo. Tako da to bo spet Belgijo, ki je včeraj namahala Združene države Amerike in moram reči, da ne morem reči, da nisem bi si malo zadovoljen, da se je to zgodilo. Jaz tudi. Jaz tudi, ja. Še ena farsa je namreč bila na svetovnem prvenstvu, se veste, ta zgodba z rdečim kartonom Beloguna, ki je ga dobil in pol je klical Trump, Infantina in pol naenkrat to več ni bil rdeči karton. In pol so kar najdli en odstavek v pravilih, ki pa pač pove, da se lahko to zamakne, ta kazen, da še lahko kar je... V čem je to? Brez veze. Res. Že tako po zelo tankem ledu hodi Infantino s tem svetovnim prvenstvom in s temi četrtinami, na katere je tekmo razdelil in vse ostalo. Vse ne, da smo zdaj tradicionalisti, samo če so od začetka že pravila, da sta 2 polčasa, tako. Pa naj bo ta 2 polčasa. Točno to. Mislim, halo. In ti točno odmerjeni hydration breaks, ne? Ja. Vsi vemo, zakaj je to bilo odmerjeno, kot je bilo. In to je samo ena od teh stvari, da se ne merimo, kaj vse, koliko je to dal v žepe, ogromno teh dokumentarcev. Zdaj, če so teorija zarote ali ne, obstaja tam zunaj na temo korupcije v FIFA. Nekaj te korupcije je bilo tudi potrjene. Spomnimo se na tisto veliko afero pred par leti. Tako da, jaz mislim, da bo drugače, ko je prišel Infantino, pa vidim, da... Zgleda bo mogel iti nazaj za žreb mizo, pa tam raje. Edina razlika med njim in Sepom Blatterjem je, da pač Infantino nima las. Ampak Belgija je torej včeraj naredila tako treba vse na igrišču 4-1. Američani so včeraj bili zelo slabi, se mi zdi, da je Trump tako kar simptomatično, tako pri fuzbalu kot pri ostalih stvarih, naredil bolj medvedjo uslugo svojim nogometašem, tako da dela državljanom in ogledu države po svetu. Tako da, to je to, ne? Danes 2 zanimivi tekmi tudi in sicer že ob 6. Argentina-Egipt. Argentina se je tudi komaj izvlekla skozi 16. finala, bomo videli, kak bo danes. In ob 22. Švica-Kolumbija, to sta torej ta 2 obračuna. Ne pozabiti, aktualna Krups Coffee Crush tekma pri nas, tekma, za katero napovedujemo rezultat v SMS-ih na 051 220 220, pa je prva tekma četrtfinala Francija-Maroko, ki bo v četrtek ob 22. Tako da, ja, povejte, kaj mislite, kak se bo končala v SMS-u in morda bo ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, vaš. Danes bo spet prek 30, ne, ima? Ja. Ja. Do 31. Do 31. Ja, si rekla, no, zdaj, če... Samo občutek bo, kot da je 30. Aha, ok. Pri taki temperaturi 1 stopinja. 1 stopinja dela vso razliko. Ja. In tudi okolje, v katerem si. Zdaj lahko pač sediš nekje na balkonu ali pa zunaj pa delaš. Ja. Lahko pa greš na Mariborski otok pa... Skuči še eno lepo bombico. Pa pol še eno. In ko se te gleda tak žena med tem, ko otrok je kruh pa pašteto ali pa hodok, ne pa gleda starega. Kaj bi lahko nehal? Pa dobro, koliko si star ti? Jop, in tako skozi vso poletje pri nas na Totem radiju bomo imeli karte za Mariborski otok. Zdaj pa še v eni debati. Veš, Jeger, pa ravno sva se pogovarjala včeraj, kak je zdaj čas kislih kumarc, kak se zdaj nič ne dogaja, razen fuzbala. Ja, ni res. Ne, absolutno ni res, ker je Tour de France in včeraj je Roglič spet malo pokazal, ne? Ki ima pes. Veš, in jim je pokazal na koncu te 3. etape in prevzel rumeno majico, čeprav smo občutek, da mogoče še zdaj ni čas, da še nočejo rumene majice. Ja, meni se tudi zdelo, tik preden je prevozil ciljno črto, je še malo pogledal nazaj, da ja ne je bil prehiter. Sicer zdaj jo je prevzel, ima ta isti čas, ampak pač ima Roglič boljše vrstitve. Roglič Pogačar boljše vrstitve kot Vingegaard, tak da. Ne, se Primožu tudi vsaka čas, ne? Ja. No, je pa, sicer ga ni na Touru letos, ampak
ravno ta debata, ne, ki je bila povezana z drugo etapo, kjer je tak zelo emotiven moment je bil. Meni je bilo res lepo, kako je Pogačar prepustil Del Toru, v bistvu svojemu moštvenemu kolegu, mehiškemu kolesarju, da je osvojil etapo in kako veselje in kako sta se objemala in kako je bil hvaležen in zadaj so bili mehiški navijači, ki so se drli, pogi, hermano, tu eres, mexicano. In vse to. Ampak ne, mi Slovenci smo mojstri, da iz lepe stvari naredimo afero oziroma da se začne omeniti, ker so se začele te velike debate na temo, kak je zdaj, kak mu je pusto, kaj pa te Roglič od takrat ni pusto, ko je mu v kronometru v zadnji etapi praktično oziroma pred zadnji vzel naslov. Točno to. Mislim, to je še vedno traja te debate, ljudje še vedno niso pozabili. Ok, ja, priznam, tudi jaz sem takrat bolj navijal za Rogliča kot Pogačarja, ker Pogačar pač takrat ni bil eden izmed favoritov, Roglič pač. Meni pa je bilo vseeno, samo da naš zmaga. No to ja, ampak ona dva nista bila moštvena kolega, nista bila v isti ekipi. Tak je, to je povej jim. Isti primer, kot da bi igrala Manchester United pa Atletico, pa bi mogel Oblak Šeškotu vedno pustiti, da da gol, pa ne jim obrano do enega strela, samo zato, ker sta iste države. Tako pač to ne gre. Ne. Zdaj pa je pač pustil istemu oziroma moštvenemu kolegu, da pride do zmage. Ja. In to je to. Plus tega, takrat je bil kronometer predzadnja etapa, Pogačar je vozil pred Rogličem, se ni mogel vedeti, da oni pač ne bo mogel pol, pa ne bo zdržal. Ampak pa tudi Jumbo Visma takrat je priznala, da so naredili taktično napako, ker so Pogačarja predolgo držali preblizu. Je bila premala časovna razlika med njim in Rogličem. Pika. In to je to. Pač šport se je zgodil, Pogačar je takrat zmagal. To ne pomeni, da je Roglič kaj slabši kolesar, vrhunski, legenda, vse. Ampak pač... Ja, v bistvu je tlakoval pot Pogačarju na nek način. Zdaj pa dajmo prosim navijati za Pogačarja. Okay? In pozabimo na to, se je zgodilo in to je to, pika. Zakaj ne moramo biti preprosto veseli, zakaj ne moreš narediti prav to. Ne moreš narediti prav. Pa še ena debata je pol prišla z tega. In vsi kauč kolesarski strokovnjaki so zdaj bili, ja pa tako, ona dva nista prijatelja, Pogačar je zelo preračunljiv in on je to samo zato naredil, ker ve, da ga bo še potreboval, bla bla bla. Mislim, upam, da vas je kdo iz UAE poklical za kako taktiko. Ker res... Ker vsi se boljše vemo, ne? Točno to. Dajmo biti preprosto veseli in ponosni in se počutimo posebne, zato ker res imamo enega posebnega, verjetno najboljšega kolesarja vseh časov, ki ta trenutek vozi. Mislim, halo. Točno tako. Tako da vse, kar ti lahko reče Jeger, je Jeger, hermano, tu eres mexicano. Ko se pogovarjamo o osvežitvah, sta opazila to, zdaj Jeger je malo starejši, Ema, ti si malo mlajša, ampak zato je pač tvoj spomin morda malo bolj fleksibilen in živ. Vsako poletje pride neki novi trend, ali pri sladoledu, ali pri nekih koktejlih. Kave. Kave, različne, prav. Evo, ne, to. In kaj bo in poleti 2026, moči sladoled, oziroma te sladoledne kroglice. Ja. Zelo dobro. Če si že probala? Seveda. No, absolutno. Sploh ni tak nova stvar to v bistvu. To že v 80-ih na Japonskem v bistvu, pol so v 90-ih to zvohali v Ameriki in naredili popularno, ne? In zdaj 2026. Prišlo tudi nas. On treje moči sladoled. V bistvu gre samo za pač sladoledne kepice, ki so zavite v riževo testo. Tako je. Ja. Ti si tudi že probal? Ja, že kdaj. Ful dobro. Ja, mislim, taka dobra stvar je zdaj zadelati doma, pa naj samo povem, pač moraš imeti živce, pa mora se ti dati, ker to moraš 100-krat dati v zmrzovalnik, pa riževo testo. Enkrat v življenju sem samo delal, pa priznam, res sem se trudil, ker je lepljivo, ko... Ja, ok. In to, veš, pa moraš celi čas, pa to moraš s tem škrobom, pa te moraš dati ali na paro, ali za točno 45 sekund v mikrovalovno, pa pol spet to mazati, pa potem ne več za metlico, pol že moraš z lopatko, pa spet... To si ti delal? Jaz sem probal, ne moči sladoled, ampak nekaj sem delal iz riževe moke in moram reči, da nisem naredil. Ker ko sem tretjič
Samo sem zgrabil, pa sem tako beg vrgo, veš kak. In povedal enih par večnih resnic o rižu, ne? In pol sem šel dalje. Ampak hvala Bogu so zunaj profesionalci, ki to znajo delati in res je dobro, tako da pa osveži, tako da moči sladoled. 7. julija, marsikdo je že bil na dopustu, za marsikoga je že dopust končan, mnogi pa še čakajo, da grejo. Teh je kar več pomoč. Ja, sploh pa ko grejo otroci kam, če grejo, ne vem, na letovanje Zvezo prijateljev mladine ali pa imajo kakšne priprave ali pa kaj vedno rečejo, evropsko kartico zavarovanja naj imajo narejeno. Ja, res je. Je, ne? Pri tebi je to bilo prečerajšnjem. Evropska kartica zavarovanja, ki seveda velja v državah Evropske unije, pa v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, to so Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo in državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Severna Makedonija in Avstralija. Ampak marsikdo priznam, da sem jaz tudi v tej množici še zdaj ne ve, kaj ta evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pravzaprav omogoča. Jeger, daj nam pomagaj. Veš kaj, smo že dva, tudi jaz ne vem, ampak veš, kdo pa ve pa zagotovo vodja mariborske enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Stane Frim. Torej, kaj vse krije evropska kartica zdravstvenega zavarovanja? Ja, Stane, pa dobro jutro. Krije evropska kartica nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah, s katerimi pa ima Slovenija sklenjen sporazum, se pravi, prej smo jih omenili z Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črno Gorijo, Severno Makedonijo in Srbijo. Tam pa evropska kartica krije zgolj nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč. Ok, ampak torej, zdaj imamo potrebne in nujne zdravstvene postopke. Kakšna pa je razlika med enimi pa drugimi, recimo, kaj so potrebne zdravstvene storitve? Krije širši obseg zdravstvenih storitev, ampak ta obseg zdravstvenih storitev je povezan tudi z predvideno dolžino bivanja. To pomeni, da recimo nekdo, ki študira, slovenski študent, ki študira na Finskem, on se po nekem zlomu noge, če bo potreboval še neke dodatne terapije, ne rabi vrniti v Slovenijo, da bi te terapije uveljavljal v Sloveniji, zato ker se predvideva, da bo on cirka 1 leto bival na Finskem. Se pravi, predvidena dolžina bivanja vpliva na obseg storitev, ki jih zagotavlja evropska kartica. Nujne storitve so pa, bom rekel, tiste, ki zagotavljajo, bom rekel, ohranjanje pri življenju, preprečevanje poslabšanja stanja in so praktično neodložljive. Dober primer je, da ostane, ker če kje si lahko na Finskem taco zlamaš, ne? No, ok. Ampak katerih storitev pa ne krije evropska kartica? Ja, evropska kartica vsekakor ne krije načrtovanega zdravljenja v tujini, se pravi načrtovano zdravljenje. Potem prav tako ne krije zdravljenja pri zasebnih izvajalcih v tujini, se pravi morajo biti izvajalci del javne zdravstvene mreže. Potem velikokrat, predvsem to je aktualno, recimo Hrvaška, Avstrija, Nemčija, kjer se največ naših zavarovancev zdravi, tam prihaja tudi do možnosti doplačil zdravstvenih storitev, ki jih morajo doplačevati tudi njihovi zavarovanci. Potem pa seveda ne krije tudi, kar velikokrat prejmemo vprašanja zavarovancev, prevoz v domovino. Se pravi, prevoz pripada samo do najbližjega ustreznega izvajalca. Tako. Opozoriti moramo tudi na to, da veliko Slovencev, ki bo dopustovalo na Hrvaškem, tam v času visoke turistične sezone odprejo tudi turistične ambulante, ki so velikokrat zasebne, kar pomeni, da se lahko ambulanta fizično nahaja v javnem zdravstvenem domu, ampak je zasebna. Tako da v tistih ambulantah evropska kartica ne krije stroškov. Za konec pa me še samo zanima, je možno, da v primeru plačila zdravstvene storitve v tujini Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne ta znesek? Pri nas zavarovanec lahko poda vlogo, tam če plača storitve, se pravi vlogi, ki jo najde tudi na naši spletni strani, mora priložiti račune, dokazila o plačilu, če že to ni razvidno iz samega računa, in pa zdravstveno dokumentacijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne stroške v skladu z pravili države, v katerih se storitev uveljavljala. Aha, ja. Okay. Da vseh stroškov tudi ne, zdaj, če boste karkoli poslali, mogoče ne bojo odobrili, ampak to je to.
vsakem primeru je pametno imeti, najbolj pametno pa je paziti, da si na Finskem ne zlamate tace. Prosti imam, ampak ne verjamem ti več, ko napoveduješ, ker mi bi ga Framu Fejst rabili in zdaj si napovedovala zadnji dni. Pa ne samo Framu. Ja. Je v četrtek. A v četrtek pa bo? Ne verjamem ti, ne verjamem ti. Bom verjel, ko bom videl. Tako da ja, torej v četrtek in v petek tudi morda, ne, soboto, ne, nedeljo. Okay, vidiš, tu smo, samo to, samo toliko. Okay, ena druga stvar, dobro jutro najprej. Dobro jutro. In zdaj jaz nočem, da bi kdo to narobe uporabljal, to informacijo, ampak znanstveniki so preučili podatke več kot 350,000 ljudi, 350,000 jih je sodelovalo v tej raziskavi in ugotovili, da je presenetljiva povezava med kavo in zdravjem jeter. Ja. 13 let so jih spremljali in ugotovili, da tisti, ki dnevno spijejo 5 ali več skodelic kave, imajo za 32% manjše tveganje za razvoj ciroze. Kar se ne pomeni, da če ti pol zjutraj piješ kavo, popoldne pa veš, kaj ti hočeš. To se samo, ne? Čeprav, mislim. Ne, Jeger. Ja, Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdravo. 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 Si zadovoljen z rezultati včeraj na svetovnem? Ki je zdaj v košarki, te nam spraševal. Za tur vem, da si zadovoljen, za fuzbal ne vem. V bistvu, ja. Si? Ja. Sem vesel, da jim ni uspelo Amerike potisniti naprej. Največje veselje. Pa ostarelega zaslužnega gospoda. Občana, ja. Iz Madeire. Iz Madeire, tako da prav je bilo kar na knap, ne? Zelo. Da, to je ta strokovna ocena. To je ta strokovna ocena, košarko sem gledal in ne bom ocenjeval, ker nisem strokovnjak. Ni to edini problem. Kaj pa ne strokovna ocena? Ne, Bože moj mili. Samo bom rekel, Bože moj mili. Zakaj? Tako malo. Dajmo pauzirati par let. Da zdaj rečemo, nimamo reprezentance 4-5 let, da to z neki red spravimo, ne? Ali pa vsaj dokler Luka ne reši to skrbništvo. Ali pa to, samo zdaj tudi ne more sam špilati proti svetu. Ja, se res, da bi se nam kar smislil. Mislim, vse ne zdaj, da so slabi pubeci, da ne bom zdaj, samo pač... Pa sem ti rekel, ne sprašuj ga. Ja, kaj me, zakaj me? Pardon. Sonce. Kaj imaš, ti ne? Nekaj bolj presenetljivega, z dobro bolj smisel, kot se tudi nekaj, treba nekaj strokovnjake vprašati, kaj to sploh pomeni, oziroma kak je to. Skratka, ugotovili so, da se Zemlja vrti hitreje, kot so pričakovali, in pravijo, da bi do leta 2029, kar ni tako daleč, naj bi bili primorani 1 sekundo beg dati na uri. Grozno. Kaj to, kak? Jaz ne vem, kak bomo. Žiberno, kdo se vse? Nekoga treba vprašati. Nujno. Je to sekunda na dan? Mislim na leto, ali kak dolgo? Ne, na dan? Sekundo iz ur bomo mogli beg dati. 59. Prav to je polko tako zaračunaš, bo prej plača, ne? Za sekundo. Ja ne, sekunda na sekundo. Ni vse samo slabo, ne? Ja. 31 sekund prej plačo dobil vsak mesec. Ja, pa pol... Počitnice so 7. julij, torek. Verjamem, da ste prijavili svojega malčka ali malčico za izjemno zanimive programe v Zvezi prijateljev mladine, kjer skrbijo, da so počitnice fenomenalne. No, če pa razmišljate, kaj pa jutri, ker vam vedno povemo pri nas na tem radiju za naslednji dan, kaj se bo tam dogajalo. Sara Irman Kolar, kaj bo do počitnicah med 8 in 16 uro, kjer vsak dan, ne, v Zvezi prijateljev mladine med 8 pa 16, skrbite za najmlajše, da imajo zabavne, poučne počitnice. Kaj boste delavali jutri?
V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9. in 13. uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8. in 16. uro pa so odprta vrata Doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi. Bravo, Pohorska avantura. Jeger, ti si imel takoj vsaj 6-7 neprimernih ali ne, ko si čul. Tudi to, pa tudi par malo bolj zahtevnih izzivov. Ne samo tam na trikotni jasi. Ok, zdaj pa čisto res. O počitnicah in otrocih se pogovarjamo. Zveza prijateljev mladine, vse informacije najdete na njihovi spletni strani, kjer lahko svoje otroke za njihove programe oziroma v njihove programe tudi prijavite. Mimo grede, to je, zdaj poletje je in poleti smo fantje razigrani, Ema, kot opažaš. Vidim zelo. Se upravičujem, ampak to je vse del ene iniciacije, je tako, Jeger? Absolutno, vedno je vse. Skoraj da nam je uspelo, da bi jo prepričali, da bi šla v lekarno kupiti bingo olje. Ampak mlado generacijo že težko na 15, ker vse pogugla ali pa preveri. Ne bi smela. Ne bi smela, če sem rekel, samo idi. Zaupaj sodelavcem. Super zatatuje. In naslednjič. Kako ste nesramni. Zakaj? Poslušaj, zdaj ko bomo tu še neke police delali, ne? Ja. Boš pa nosila gvihte za vaser, vadba, ne googlaj, samo nosi. Ja, tako da šla je ta priložnost, Jeger, tako smo se veselili, da zelo bomo, blizu, res smo bili, prišli smo blizu, načrtovali, da bomo Emo poslali po binglovo olje v lekarno, pa ni. Ampak dobro, lej, uspešno, daj petko. Uspešno si se rešila, tako da vidiš še upanje. To je dobro internet. Poletje je, kaj češ? Naše poletje. In to ta osvežitev. Ja, direkt na otok. Prav zdaj ni, da bi ono bilo sonce, ampak do 30-31 bo danes. Tako je, ne še, ampak bo. Bo. Pa če ne danes, če ne boste izkoristili, kadarkoli na seznamu boste. Kar nekaj vročinskih valov napovedujejo. Skrbi, to ti radio časti kopanje na tem našem arhaičnem biseru, na katerega smo pa vseeno izjemno ponosni, Mariborski otok, torej vse skozi, če pošljete Mariborski otok in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, vam mi častimo kopanje in danes smo nekoga že žrebali in ali že tudi opa zvoni. Matej, dobro jutro, Dejan Ema, Jeger, to ti radio tu. Jutro. Dobro jutro. Zdrav Matej, kak teče ta torek? To je v Goricah trenutno. Daj nehaj! Ja, Kaj se dela zdaj v Goricah? Kaj se dela zdaj? Vršičkanje. Kaj, vršička? Lepo znavalec. Neko v potokih, ne, kaj se te? Ja, bravo! Imaš dosti za površičkat? Danes so 3 hektare. Kaj si razmišljal, da bi kupil mašino za to? Ja, Ne, se imaš, ne? Še telovadba, pa še plačan. Ja, pa bravo, to je čudovito. Ja, tako da se veš, ne, ko je z roko obdelano, da čist drugi grozd trsek. Ja, veš, da vse te štajerskega novega leta ne more biti brez tega, ne. Pokoj si hecen, absolutno. Mi smo tu tak kralji, problem je, ker mogoče kdo ne misli tega. Veš, kaj sem nekje zadnjič slišal v debati z enim vinarjem, da nas je zdaj to štajersko regijo baje, ker pač imajo boljši marketing, še Dolenjska prehitela po imidžu. Jaz to ne morem verjeti. Bo treba več reklamo dati, pa manj pitja. Pa mi, to kaj mi peremo, to oni, veš kaj ti hočem reči, ode bun. Oni flašira, ja. Ja, ti se lahko sami pejejo potem, ne. Ne, sej, imajo svoje, absolutno tudi dobro vina, nimaš kaj, malo heca. Pač, Matej, zdaj, če tak pridno delaš, bi bilo fajn malo narediti. Res je, ja. Ne da. Veš kaj, glej, mi častimo kopanje, 2 karti za otok, ko boš imel čas, da se greš malo osvežiti, zaslužiš si, glede na to, da si že na vse zgodaj tak fejs pridni.
veš kaj sem razmišljal? Eno stvar pa. Poletje je in Jeger, ali se ti zavedaš, da Ema še nikoli ni igrala igre inicialk? Res ne? Ne. Veš kaj gre igre inicialk? Ne. Si želiš igrati igro inicialk? Ja, pa okay. Viš, to imam rad, da je ni strah izziva, malo me na tebe spominja Jeger. To pa je tudi edina podobnost, hvala Bogu. Hvala. Torej, danes je tema dopust na morju. Jaz povem inicialke, ti pa moraš probati ugotoviti. Okay. To je tudi inteligenčnostni test, v bistvu hkrati. Oj. Ne, ni, dajno. Ok, pazi, no malo je. Jeger, ja. Ti začneš. Torej, tema je dopust na morju in seveda vabljeni, dame in gospodje, da igrate zraven, če želite, seveda ne. P med P. P med P. Dopust na morju. Plavalci med plavalkami. Pesek med prsti. Ok, Ema. Ja. Zdaj gremo tako, samo 2 inicialki, pol gremo na 3. Nekaj smo pri 2. P v S. To je Jegro blizu. Če veš, Jeger, kadarkoli lahko poveš, malo jo pusti. Pesek v... Ni pesek. Ne? A je pivo? Pivo v skrinji? Ne. Pivo v S? Senci. A ja, pivo v senci. Pa dobro, jaz ne pijem piva. Pa se vseeno. Pa to ni fajn. Ok, ta bo zdaj lahka. Ajde. Dopust na morju. Dobro. To je bolj vodna zadeva, kar bom ti zdaj dal, Jeger. M in D. Razmisli. Igra inicialk. M in D. Ja. V vodi. Ja. Meduza in delfin. Bilo maska in dihalka. Ja. Ok, Ema. Ja. Taj pa, zdaj bi morala biti, predstavljaj si morje, to kaj delaš na morju. S na G. Skakanje na glavo. Ja, pa je! Ok, ali bi na tej točki zaključili? Ne! Ja. Ok, vsak še samo eno. Tako, da ne. Ok, ta bo tebi blizu, Jeger, iz sebe izhajaj, ti imaš še vedno dopust na morju v tej igri inicialk. Ok. R kot K, R. Riba? Ne. R kot kaj? R kot? K, R. R kot K, R. Rdeč kot kuhan rak. Ja, bravo! Ja, to sem jaz. Rekel izhaja iz sebe. Ja. Ok, to pa zdaj, če boš pa to vedla, Ema, tu bi sicer bolj Jeger, ampak ok, spet, predstavljaj si poletje na morju, nekje na hrvaški obali, sredi sezone. P, Č, na P. P, Č, na P. Dobro, ta je težka, ampak se vseeno, ne. Predstavljaj si, ko je gužva, ne, na plaži, P, Č, na Kaj, P. Č kot človek. Mislim, je človek, samo ni človek. Iz ene države je. Moj bog. P, Č, na P. Težka je. Čeh je verjetno, ja. Ja, ampak O ne. ne bo šlo? Ne. Ok. Kaj sploh P? Polno Čehov na plaži. Se rekel, ta je težka, ta ne šteje. Ampak ja, gled, vsak sta pa eno ugotovila, tako da čisto slabo ni bilo. Je zabavna. Zelo težko je. Bej ni rekel, da bo lahko, kaj si rekel, lahka igra inicialk? Ja ne, samo sem mislila, da boš meni malo šenko. To sem ti. Sem že. To pivo, da nisi vedela. Pivo v senci. Pardon. Ja. Zdaj začela Pesek piti. med prsti. Halo. Je to je Jeger, man. Maska in dihalka Jeger. To je. Jeger. Sramota. Res je. Bi ti kar brisal dopust, ki ga imaš planiranega iz urnika, res. Prosim, ne. Ema, kaj pa, ko imate Barcelono na pobrežju? Jaz Dobro, ne? slišala, kako kul. Vredo, Smo ne? dobri. Kaj jaz sem razmišljal, da bi Jegra tja peljal, Aha. pa ne zato, ker bi imel tako nogometno znanje,
Oprosti, Eger. Jaz tega otroci, ki nimam. so tam so boljši. Ja. Absolutno, To je dejstvo. drži. Ja. Nič za to. Ne, ampak veš, ker Katalonci so znani kot ljudje, ki imajo izredno lepa in pravilna kolena, da bi videli to igramo goveje koleno s hiperekstenzijo, kak bi to... Čisto mod. Ja. Lepo slikali bi pa, verjetno kakva nova tehnika Ja. v fuzbalu. Taka akcija, hop, zmedi nasprotnika, če ne drugega. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.